Lepo pozdravljeni v našem današnjem potopu. Danes se lotevamo res usodnih 10 dni za kraljevino Jugoslavijo. Konec marca 1941. Kako je mogoče, da je država šla od nekega negotovega miru, ki ga je prinesel podpis Trojnega pakta, pa do vojaškega udara in neizogibne vojne. In to v samo 10 dneh. Ja, res je bil neverjetno zgoščen čas. In vložki so bili, ogromni. Jugoslavija je bila takrat dobesedno ujeta, med silami osi na eni strani, pa zavezniškimi pritiski na drugi. In povrhu še notranja razklana. Vsaka odločitev, vsak korak je imel takojšnje usodne posledice. Začnimo morda pri tistem geopolitičnem primežu. Do sredine marca 1941 je bila Jugoslavija, kot ste rekli, obkoljena. Nemčija, Italija, Madžarska, Romunija, Bulgarija. In potem 1. marca Nemci vkorakajo v Bulgarijo in obroč se pač zapre. Točno. In Hitler je osebno pritiskal na kneza Pavla, na premierja Cvetkoviča, naj Jugoslavija pristopi k paktu. Ampak vlada, tista Cvetkovič-Maček, ki naj bi nekako umirila notranje spore, je bila glede tega popolnoma razdeljena, kaj ne? Absolutno. Knez Pavel je bil, lahko rečemo, pred nemogočo izbiro. In ko je vlada končno, nekako na silo privolila v pristop, so nekateri ključni ministri protestno odstopili. Celo v vojski ne bi vrelo. General Simovič, zelo vpliven, je že namigoval na možnost udara, če bo pakt podpisan, seveda. Napetost je bila res otipljiva. In kljub vsemu, 25. marca na Dunaju vlada podpiše protokol o pristopu. To je bil očitno poskus neke vrste realpolitike, a ne? Poskus, da bi državo ohranili izven vojne vihre. Ja, poskus pragmatizma. Pogoji so se na papirju zdeli celo ugodni. Nemčija je zagotavljala spoštovanje suverenosti, ozemeljske celovitosti. Obljubila je, da ne bo zahtevala vojaške pomoči, niti prehoda svojih čet čez jugoslovansko ozemlje. Hitler je bil na videz zadovoljen. Ampak ta poseben status je bil verjetno že v osnovi nestabilen. Zelo. Pravzaprav nevzdržen z obeh strani. V Jugoslaviji, še posebej med Srbi, je bil kakršenkoli pakt s Hitlerjem viden kot nacionalna izdaja. Odtot tisto geslo bolje rat nego pakt. Bolje vojna kot pakt. In tudi za Hitlerja verjetno takšna Jugoslavija ni bila dolgoročno sprejemljiva. Prav gotovo ne. Ta poskus pragmatizma je, močno pocenil moč nacionalnih čustev na eni strani in pa Hitlerevo nepopustljivost na drugi. Bilo je preveč krhko. In reakcija ni čakala dolgo. Že 2 dni kasneje, 27. marca, zgodaj zjutraj, udar. Skupina prozahodnih častnikov Simovič-Mirković. Tako je. Nekrvav udar v Beogradu, odstavijo kneza Pavla, odstavijo vlado in razglasijo mladega kralja Petra II., ki je bil star komaj 17 let, za polnoletnega. Omenja se tudi vpletenost Britancev, njihove SOE. Ja, obstajajo močni indici, da je britanska Special Operations Executive imela prste vmes, da je spodbujala ali vsaj podpirala počiste. In kakšen je bil odziv ljudi? No, predvsem v srbskih delih države, v Beogradu, je prišlo do velikih množičnih demonstracij. Vzklikali so bolje rat nego pakt, pa tudi bolje grob nego rob. Zanimivo, protestom so se pridružili tudi komunisti, čeprav sami niso stali za udarom. Bilo je res euforično, ampak tudi nevarno. Kaj pa odziv pri nas, v Sloveniji? Viri kažejo, da je bila slika malo bolj zapletena. Res je, malo drugače. Ko je bil pakt podpisan 25. marca, naj bi med slovenskimi vojaki, recimo na Ropnikovi liniji, zavladalo celo olajšanje. Upali so na demobilizacijo, na mir. Aha, a potem? Po udaru, potem pa se je razpoloženje spremenilo. Tudi v Ljubljani, Mariboru, Celju so bile demonstracije v podporu udaru. Vzkliki kot dol s kapitulanti. Vendar pa so bili slovenski politiki kot Krek in Kulovec precej bolj previdni, celo zaskrbljeni. Zakaj? So se bali posledic. Točno. Bali so se nemškega maščevanja in, seveda, razkosanja Slovenije med sosednje sile. Obstajajo celo dokazi o neki tajni diplomaciji, s katero so skušali zavarovati slovenske interese, morda celo
ločeno od Jugoslavije, če bi prišlo do najhujšega. In tukaj pridemo do Hitlerjevega odziva. Ta naj bi bil Silovit, besen. popolnoma besen. Udar naj bi vzel kot osebno žalitev. In še isti dan, 27. marca, izda direktivo številka 25. Ukaz je bil jasen. Uničiti Jugoslavijo kot državo. Z neusmiljeno ostrino, kot je zapisano. In takoj se začne načrtovanje invazije, operacije 25. Ja, in kot del tega tudi kazensko bombardiranje Beograda, znamenita operacija maščevanja. Treba je razumeti tudi širši kontekst. To se dogaja istočasno, ko Britanci premeščajo sile v Grčijo, kar oslabi njihovo obrambo v Severni Afriki. Kar potem izkoristi Rommel svojo ofenzivo, ki se začne ravno takrat. Točno. Vse se prepleta. Medtem ko nova Simovićeva vlada v Beogradu od tistih zadnjih dneh miru poskuša z neko precej neuspešno in protislovno diplomacijo. Niso preklicali podpisa pakta, ampak ga tudi niso hoteli ratificirati. In potem tista pogodba s Sovjetsko zvezo 5. aprila. Ja, pogodba o prijateljstvu in nenapadanju, ampak bilo je absolutno prepozno in v bistvu bolj simbolično, brez konkretnih vojaških zagotovil. Še vedno pa ostaja tisto vprašanje, koliko je ta jugoslovanska kriza dejansko vplivala na zamik operacije Barbarossa, napada na Sovjetsko zvezo. Medtem pa sile osi že zbirajo ogromno vojsko za napad, kaj ne? Skoraj 2 milijona vojakov. Ogromno silo, ja. Tanki, letala. Nemčija je že 2. aprila odpoklicala svojega veleposlanika iz Beograda. Signal je bil jasen. Jugoslovanska vojska pa žal slabo opremljena, zastarela, notranje razklana zaradi nacionalnih trenjev, popolnoma nepripravljena. In usoda slovenskih politikov je bila nekako simbolična. Kulovec umre med bombardiranjem Beograda 6. aprila, Krek pa mora v begunstvo. Tragično, res. Teh 10 dni je bilo torej res nek vrtinec. Pragmatizem, nacionalni ponos, mednarodne spletke, usodne odločitve, podpis pakta kot poskus rešitve, ki pa sproži upor. In ta upor, ta udar, čeprav ga nekateri vidijo kot dejanje nekega herojstva, klupovanja, je bil strateško gledano usoden. Ni preprečil invazije, ampak jo je pravzaprav pospešil in verjetno tudi določil njeno izjemno brutalnost. Hitlerjev cilj se je iz recimo zavarovanja Boka spremenil v popolno uničenje države. Invazija 6. aprila je postala neizogibna. Za konec pa mogoče še ena misel za poslušalce za razmislek. Udar je nedvomno vplival na način in čas nemškega napada, kot ste rekli. Ampak če pogledamo širše, nemške cilje na Balkanu, predvsem zavarovanje Južnega Boka pred napadom na Sovjetsko zvezo, ali bi se Jugoslavija sploh lahko izognila nemški vojski, ne glede na vse, kar se je zgodilo v teh 10 dneh?